Grill, oddaja o sodobni urbani glasbi in vsem, kar je z njo povezano. Za vas jo pripravlja ekipa Sound Advisor. Pokrovitelja oddaje Max Audio in uživa.si. Zdravo, evo, smo že tukaj. Kdo drug kot ekipa Sound Advisor, Max Audio opremo za dogodke, uživa.si in pa Blaž Blejec iz BB by Blaž, seveda na Radio Terminal. Z nami so seveda tudi naši partnerji, Lako Mlačen, online naročene hrane, Tuborg in pa oba rogata predstavnika živalskega kraljestva, eden rdeč s krili in pa drugi, ki prinaša darove narave. Vsi, ki nas spremljate, gotovo veste, o čem govorim, veste pa tudi, da vas radi razveselimo s kakšno nagradno igro, kjer lahko z malo sreče prijete do lepih nagrad. In če ste mislili, da smo vas tokrat pustili na cedilu, ste se ušteli. Z današnjo oddajo namreč pričenjamo novo nagradno igro, kjer si lahko priigrate vstop na elektronsko poslastico, ki se bo v režiji založbe Etia Creations odvila v petek 31.3. v najglasnejši ljubljanski kleti. Govorim seveda o DJ Hellu, ki je lastnik, kreativni direktor in gonilna sina založbe International DJ Gigolo Records. V Slovenijo pa prihaja ob 20. obletnici te ikonične znamke, le nekaj mesecev po izidu zadnjega singla in tik pred izidom svojega prvega albuma po dobrih 6 letih premora. Seveda, vse skupaj se bo dogajalo v klubu K4, podrobnosti pa izveste na naši Facebook strani. Na omenjenem dogodku pa bo med drugim nastopil tudi naš nocojšnji gost. Gost, ki je izdal že krepko preko 1200 skladb, 6 studijskih albumov, poleg tega pa je lastnik večjih založb. Skladbe redno izhajajo na najpomembnejših svetovnih založbah, se pravi založbah elektronskega žanra in pa skoraj da ne mine teden, ko ne bi katera izmed njih pojavila oziroma pri ali na vrhu katera od glasbenih lestvic. Ker je na prizorišču že zelo dolgo, si poleg glasbe nocoj obetamo tudi marsikatero zanimivo anekdoto, sicer ne bo pa to, kar sam povedal. Steni, zdravo. Živijo, Matjaž. Živijo gledalci. Veseli smo, hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste se spomnili name. Mislim, ne mene. Ja, na tebe bi bilo skoraj težko pozabiti. Jaz sem kar po Zasavsko oziroma po Hrastniško govoril. Ok, jaz bom pa po Ljubljansko. Brez olepšav. Ja, torej rabva tolmača z znakovno govorico. Ja, ne vem, mislim, da ne. Bo šlo brez, ne? Ok, super. Zdaj v glavnem, kot sem te že napovedal, no, ti si že zelo dolgo na glasbenem prizorišču. Kako dolgo pravzaprav? Mislim, na glasbenem prizorišču. Nisem dolgo v produkcijskem, z glasbo se pokvarjam že v bistvu svojega, ne vem, 15-16 leta, to je 87 leta, recimo, sem v bistvu začel spoznavati nočno življenje. Ne v bistvu v tem smislu, kao, recimo, da sem prej zahajal, kakor je večinoma moje zgodbe, recimo, ja, jaz sem hodil v bistvu ven, ne, veš, videl sem DJ-ja, Korola, ne, jaz sem v bistvu začel disko hoditi, pa sem, ne vem, začel v bistvu se za to zanimati, no, kako v bistvu se predvaja muziko, kako se miksajo komadi med sabo, no. Zdaj, v kakšni glasbi pa si ti zrastel sploh? V bistvu imam starejšo sestro, Suzana Sels. Ona v bistvu je, mislim, 3-4 leta starejša od mene in je itak že ven hodila in je nosila te kasete. Mene je to zmeraj recimo zanimalo in sem to jaz čekiral in se mi je zanimivo. Recimo prvi vtis mi je naredil recimo Star Song 45, recimo, ko v bistvu ni mix, kao DJ mix je v bistvu medley, recimo je odigran, ampak to je bilo zanimivo mi recimo kao, ne vem, neki znani komadi, ne vem, Beatles, bla bla bla, ampak to je zmiksan, ampak pa sem pa recimo naprej šel, so bili pa kao komadi, recimo različni in so bili povezani med sabo. Se ni bilo recimo tako na tem nivoju recimo zmiksan, kakor je zdaj, ne? Ampak bilo je pa neko ni bilo tako kot po radiju, ne, recimo, da bi po radiju poslušal recimo cele komade, recimo, v bistvu tudi nisem vedel, da to obstaja, da je to možno, ne. Veš, na radiju itak pač cele komade se slišal, recimo tam sem pa slišal neko, ko se to nekog miksa skupaj, ne, in mi je bilo to zanimivo, ne, kako se to dela, ne.
Pa si ti imel kakšno glasbeno predznanje prej, se pravi, kakšen inštrument, kakšna glasbena izobrazba ali si samo uk? Nič, v bistvu hotel sem, zmeraj sem si želel bobne špilati, ker se tudi v bistvu verjetno moja muzika recimo veliko pozna, recimo, jaz dam veliko poudarka na ritem sekcijo. Jaz sem si želel recimo bobne špilati, sem se v plehmuska je recimo, ne vem, godba napihala, no bi rekli v Ljubljani. Sem se tu, ne se smeja. In sem se to opisal, ne, in kao niso imeli frej pleca, ne, lahko igraš rock, ne. Enkrat sem probal in pač ni me veselili in ne, idemo dalje. Zdaj se pravi, tam te niso bukirali v ansamblu, si se pa odločil, da boš pa začel glasbo vrteti. Ne, da me niso bukirali, mene ni bilo več. Ti si zavrnil. V bistvu jaz njih odjebo, ne. Pravilno, očitno. Sočen, ne. Da si se usmeril na pravo pot, takrat najbrž še nisi vedel, Ne, kam se te v bo to bistvu, pripeljalo. kar mi je tak, za vsak recimo inštrument ali pa ni, vse to v bistvu recimo, zdaj v bistvu šele vidim recimo, koliko v bistvu koliko ti lahko pride prav glasbena, recimo ta podlaga, recimo, da štekaš note, ne, a veš, ker itak nima veze, recimo, ne vem, pihala ali pa klaviature ali pa ne vem koga, ali pa brenka, recimo, ne vem, kitare, a veš, recimo, fajn je, da tu, jaz tega nimam, ne vem, jaz delam po feeling, recimo, doskrat se mi rodi, naprimer, meni dobro zveni, recimo, ne, pa enega frenda, kao, a veš, in on, fuck, to imaš čist, recimo, vse cool, vokal ti je pa čist out of tune, ti za, ne vem, a veš, v bistvu, ne da me ožal, ali pa da bi me popravilo, meni tako dobro zveni, ne, pa imam pa spet, recimo, drugega frenda, recimo, ne vem, rečemo, ko itak tudi veliko sodelujemo, Damir Bogdan, on isto v bistvu samouk, ne, ampak on me recimo zmeram, recimo, v teh stvareh, recimo, me on zmeram, naprimer, nekog, sej, mislim, pač en pravila so v muziki, ampak če ti dobro zveni, ker itak, recimo, ni pač pravilno, ampak sliši se pa ne toliko narobe, ne? A veš, kaj mislim? Ne, vem, kaj misliš. Ja. Mislim, zdaj, recimo, se pogovarjam, kot da se tako pogovarjam na intervju, ampak in mi s tem, recimo, ne vem, mislim, zakaj bi, naprimer, unem verjel, ne vem, pa če sem, naprimer, tako naredil, tako meni ful, mislim, nek ful, cool mi zveni, ne. Zdaj, v teh časih, ko si se ti začel ukvarjati z muziko, je bilo veliko več prepuščeno tvoje lastne iznajdljivosti. Zdaj, kaj je bil tebi posebno največji izziv v tem času, torej, ko si se začel z glasbo ukvarjati, ko si se odločil, da boš tudi ti sam vrtel glasbo? Ja, izziv je bil že to, recimo, ne vem, naprimer, glasba je bila v primerjavi zdaj, ne, kako govorim po ljubljansko, muzika je bila v primerjavi zdaj čist nedostopna, recimo, ne vem. Bili smo še v bivši Jugi, ne vem, 80s, 80-ta, ti si mogel recimo jeti in dejansko si mogel švercati, ker itak plate so bile malo več vredne, kot lahko ti keša neso, ne. Si mogel malo švercati, recimo München ali pa Italija, pri Fabijoti, ne, Music Shop. In tudi je bil v bistvu edini vir, naprimer, muzike, ne. Tudi recimo ena ful dobra oddaja je bila na, kaj je že bilo, na Val 202, lestvica slovenskih diskotek, recimo tam se je, bi rekel, tudi in promovirala in vključitve so imeli iz diskačev, to je, mislim, to je recimo za tisti sajt bilo, recimo, a veš, so se recimo, ne vem, prav javljali DJ, svojo lestvico 5 najboljših, pa je recimo vsak enkrat na mesec Fabio prišel kao, ko je imel Starcuno, novosti, mislim, da je Sattler imel to, samo Sattler legenda in mislim, da še kar zdaj nekaj dela, samo Respekt. Zdaj pa v bistvu je pa glih kontra, recimo, ne, je pa v bistvu, vsa muzika, kakor si jo želiš, recimo, je dostopna, težko jo je pa vrteti, ne. Tu recimo govorim za, naprimer, bom jaz rekel, naprimer, za kao komercialne DJ-je. Komerciala je isto takole, kakor je underground takole. Recimo imaš dobro komercialo, imaš pa bullshit, ne.
In je zdaj je isto ful dobre komerciale, ne? Ampak se jo ne da, mislim, lastniki diskotek, mislim, oziroma klubov ali pa kva pač se gre, ne obstajajo možnosti recimo mulariji oziroma DJ-jem, da bi to lahko promovirali oziroma predstavljali, ker itak recimo generacija se je zamenjala, zelo v 10 letih je bilo recimo zelo sprememba, recimo že tako, naprimer na recimo spet underground področju recimo se je generacija zamenjala, je prišla recimo generacija, ko se recimo zanima za muziko, ne, tako smo se včasih recimo, kaj je za en izvajalec, kaj je to za en komad, ne, ko tega ni bilo recimo zdaj v tem cajti in tako naprej, no, gremo. To se je zanimivo, to je že naš prejšnji gost, Lunik, ki je bil tukaj izpostavil, da čeprav se po eni strani pri nas že pregovorno torej govori, da je DJ-ev kot listja in trave, pa je pravzaprav manjko novih artistov, bi se ti strinjal s tem? Ne. Saj on je sicer govoril seveda za drum and bass, ne, da ne bo pomote, a ne? Ampak je pa rekel, da je nekaj časa bilo vmes kar mrtvilo, se pravi, kar se tiče dotoka novih oziroma prodornih glasbenih ustvarjalcev. Je pa zdaj veliko novih, ne? Na elektronski... Ali manjka v drum and bassu ali kva? Ja, to je še posebej izpostavil, se pravi, da je manj. Zdaj se pravi na 4-4 glasbi najbrž. Le bom tako rekel, recimo takoj, ko bo recimo, ne vem, ene par hitov ala You're Not Alone, middle 90s, You're Not Alone, recimo v tem stilu, recimo, ko bo ta UK scena recimo zelo fura svet, ne, in itak recimo zdaj ta mladina fura to, recimo, ne, jaz sem sina starega 16 let, le vse pozna. Pa ne, da pozna recimo novo muziko, pa tukaj nisem nikakršen vpliv, tukaj internet je vpliv. Ampak pozna recimo od Michael Jacksona, ABBA, ne vem, ga čistku recimo iz Zaforo ga vprašam, Nikolas, kaj to? On pove, veš, v igrcih noter imaš muziko, noter, kaj že, GTA, bla bla bla, reklamo delamo, a veš, izobražujejo se, čist podzavestno se izobražujejo glasbeno, kar je v bistvu zelo fajn, ne, in zdaj recimo, ampak itak se spreminja, ne, dejansko mularija, folk, recimo doma boljšo muziko posluša, kakor od zunaj. Ni tukaj govora o nobeni underground ali pa ne vem koga, govora je čist o eni kvalitetni novi muziki, zakaj bi novo muziko delali, veš kaj mislim, ni zdaj tukaj, ne vem, komercijala, komercijala je shit, underground je cool. Vse je recimo isto, kar se tiče underground, kukor bo malo bolj predvajan komad, kukor jih bo malo več, bo pa kar pol komercijala, ne. Ko zdaj vidimo recimo kao eventi, ne vem, trash hits, varianta kao, ne. Ampak te komadi recimo, bi rekel 80-90%, takrat to ni bil trash. So recimo komadi, ki so bili dober dance, ne. Oziroma popa, ne. Trance je Hey Yo, Captain Jack ali pa Coco Jumbo, recimo, ne. Pa še Coco Jumbo ni, no. Hitiči, ki so se vrteli na radiju. Jaz dam Coco Jumbo rad gor, no. No, danes predvidevam, da ga najbrž ne boš, ali pa tudi, kdo ve. Boš pa nekaj drugega zdajle nam dal gor, oziroma to nam bo naštimal Tomaž. Torej, tvoj prvi glasbeni izbor za nocoj. A smo že tam? Smo že tam. Ja, tukaj bi pa, to je v bistvu recimo en track, oziroma, ne vem, prišel mislim, da eno obdobje 2014, ko sem podpisal komad Chunky Move za Urošovo založbo 1605. In tukaj mislim, da se v bistvu nekako, da dobiš recimo eno pozornost nase, recimo, ne doma, ampak v tujini, ne. No, da slišimo. Make it most of
Chunky making most of my rap. 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 Chunky making most of my 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 rap. That is fast, look, that is a 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 rap. Chunky making most of my 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 rap. That is fast, look, that is a 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 rap. 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 Chunky making most of my 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 rap. That is fast, look, that is a 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 rap. Chunky making most of my 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 rap. That is fast, look, that is a 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 rap.
Oddaja o sodobni urbani glasbi in vsem, kar je z njo povezano. Za vas jo pripravlja ekipa Sound Advisor. Pokrovitelja oddaje Max Audio in uživa.si. Nazaj, oddaja Grill, z nami še vedno Steni Abram. Ok, prej sem malo povedala, se pravi, o tvojih začetkih. Me pa zanima, se pravi, kako si se potem, se pravi, iz vrtene glasbe uvedel v svet glasbene produkcije. Neki skupni začetki so bili že takrat v tem času, se pravi, ko sta ti in tvoj partner v zločinu takrat delala dance, oziroma kaj so bili ti prvi poskusi? To je bilo isto, recimo iz tega, kao, ne vem, en kolega je prišel na idejo, kao, da bom jaz financiral, da narediti en dance projekt. Se je spomnim Mitja Ozis, en Cela, en friend, genialc. Se je tudi dost, recimo, iz turntablizmom kasneje ukvarjal. Full hud muskonter. V studiju delu sem rekel, da gremo začeti nekaj delati. To je bilo 94-95 in smo pač neke ideje začela pač razvijati. Mi smo poslali, ne vem, DJ Time je bil takrat popularen, slovensko seveda, ne, seveda. Slovenski teksti in pač komadi so, mislim, dva komada sta bila na slovenski lestvici, tudi na vinilu je šlo za Megaton Records. Imam prav doma na vinilo, veš, slovenske svoje komade. Na lestvici DJ Time, ne vem, 4. mesto, najvišče uvrščena v novost, bla bla bla, ne vem. Ampak to ni bilo tisto, recimo, neki, da bi... Malo je bilo, v bistvu, bilo je resno, ampak malo joke, a veš, kaj mislim. Recimo, takrat so bili to cajti, bom digi, bom digi, bam, rečemo ta ISMC, ta High Energy, Italo, Eurodisco, a veš. In pač smo v tem stili delali, ne vem, isto ko, ne vem, velik. Se pravi, nisi imel takrat še v glavi te vizije, se pravi, da bi rad bil, ne vem, nek globalni brand, globalna zvezda, pač hotel si delati muziko, pa se dobro imeti zraven. Ne, tudi takrat v bistvu še tega ni bilo, ne. Ta globalni brand je prišel ful kasneje, recimo, ne vem, mogoče 15 let kasneje, recimo, se je začel s tem, recimo, kao DJ, recimo, takrat v bistvu isto, ne vem, je bila še kar ta varianta, ne vem, čist bi rekel, en strici iz ozadja delajo muziko, ene lutke pa nastopajo, ne. A veš, na primer imaš, ne vem, bom kar javno povedal, ne vem, ko sem bil velik fan, ampak pa sem zvedel, pa ne vem, po dolgem cajti, recimo Dan Harrow, na primer, Italo disco scena, 80s, full super, bla bla bla, pa ne vem, po enih 15 letih zveš, da je v bistvu Tom Hooker te vokale pel, v bistvu bil sam plesalca, veš. Ampak to je čisto v smislu kao acta, a veš. Se pravi, performer, glasbeni izvajalec v bistvu je bil, ne? Mislim, da Millennium, recimo, ne vem, 2000, recimo, pa se je začel to, recimo, kao bolj v to smer DJ producer, ne. Da, recimo, ne vem, če pač rolaš muziko, ni dost, recimo, da sam mečeš gor muziko, ne vem, od drugih, ne, da tudi sam nekaj prispeveš, da si neki ustvarjalec, ne. Da si eno, v bistvu, prepoznavnost delaš, pa eno tis, recimo, kar itak, ne vem, kdaj je internet prišel, recimo, tako globalno, recimo, ne vem, 7-8. Nekaj takega, jaz se spomnim takrat, ko so bili še mulci v bistvu. Bil je internet prej, ampak tako, recimo, da ga ima pa vsak, recimo, je pa tako od 7-8 naprej, ne. Pa da so sploh v bistvu hitrosti začele dopuščati to, da si lahko... Bom rekel, tudi jaz sem, recimo, eden izmed teh, ne. Jaz, recimo, nisem imel nikoli prej interneta, recimo, ne. A veš, jaz ne vem, 2008, recimo, in tudi, recimo, to mogoče je, recimo, ta, ko se ti, recimo, res svet odpre in takrat sem v bistvu začel, recimo, v bistvu lahko kar naprej napeljam, a takrat sem začel muziko delati. Zdaj, če ne jo posluša, kakšna mlajša generacija je po mojem zdaj zaprepadeno obstala, kako to misliš brez interneta? Kako se to dela?
Ampak ja, je funkcioniralo, to smo že večkrat povedali tukaj v našem studiu, funkcioniralo tudi zelo dobro. Od tega cajta recimo naprej, ne, tu govorim recimo, bil je internet, ne, smo rekla, ampak prej je bilo recimo, ne vem, si čist shekal, ne vem, en komad bi imel, pa si ga 2 dni dol vlekel, recimo, ne vem, 7 mega, ne, a veš, kaj mislim. Pol recimo se je pa ta optika, to se je ful razmnožil in So naenkrat vsi lahko dostopali. in tudi recimo ta socialna omrežja, recimo, ne, ti dajo pa tudi motivacijo, recimo vidiš druge, vidiš, kaj se dogaja, v bistvu recimo, ko je en tak okno, ne, bi rekli pri nas okno v svet, ne. Prej si recimo, ne vem, ko recimo en pravijo, si v lukn, si v Zasavju, recimo, grem nazaj, recimo en, ko dela v Ljubljani, pravi, jaz grem nazaj, zdaj v lukno, ker v bistvu ni, ne. Recimo včasih je bilo, ampak zdaj recimo pa nima veze, skot recimo funkcioniraš, recimo, važni so rezultati, a veš, itak si pa povezan s celim svetom, itak pa tudi recimo ni tuk, da si ti recimo na en tržišče oziroma ne vem, kao, ker itak je ponovati, na primer, doma, ne, recimo, kao, je, ne, a bi rekel ne smem. Povej. Le, na primer, kupar vseh stvareh, recimo v Sloveniji, recimo, ne vem, to v bistvu pol, recimo, kakor ti neki kao rata, recimo, pol dobiš njihovo pozornost, recimo, prek se pa boriš, na primer, ne, si pa pač eden, oziroma si prozor, jaz pravim tem prozorn, ne, a veš, te ne pač, recimo, ne vem, se veš, recimo, težko je enem govoriti, recimo, ne vem, dejme, mislim, zakaj to, zakaj ne, a veš, zakaj me ne podpiraš pri tem, pač si pač en prozorn, pa recimo, ki ti pa neki rata, kao recimo, pa si pa že tako recimo, pa si pa zanimiv, ne, pa se pa recimo, ne vem, razbluraš. Ja, žal, kako bi rekel, proti vetru nekako nima smisla, žal je tako, ne, ampak upamo, mogoče se bo pa nekoč spremenilo. Ampak le, mene pa zdaj zanima nekaj, ne, se pravi, ko sva govorila o tem času, se pravi, ko se je pojavila ta množična digitalizacija, a si ti pravzaprav, kdaj si ti začel ustvarjati, se pravi, muziko, še prej v analogni dobi ali šele potem resneje, kasneje, potem, ko je začela tehnologija to dopuščati, se pravi, da si za digitalnimi orodji, torej za Ne, ustvaril sem, kako sem rekel, recimo, to je bilo 94-95 leta, to je bil studio, to je bil čisto recimo drugačen pristop, recimo, kot zdaj, bilo je čist hardware, recimo, zelo malo samplov, več programiranja ritma, recimo, ni bilo recimo itak, okej, meni že itak to recimo, ne vem, v osnovi recimo mi je ta čar, recimo sampling, recimo mi je, ne vem, že skozi recimo zanimiv, recimo že od, bi rekel, začetku housea, recimo, ne, ker tudi recimo je house, zdaj v bistvu čisto zamenil temo, ampak kar smo vprašali, ne. Naprimer house, naprimer, v osnovi se je začel recimo iz, ne vem, čisto recimo rekonstrukcija drugih trackov, dobre sample, dobre breake, recimo narediš eno svojo idejo, ne. Ko je recimo pol recimo sredina, ko se je podrazumeval pod house, recimo, je bilo kar recimo, ne vem, odigran, ker sem si jaz mislil, tako, rečemo naprimer, show me love, ne, house, ampak tu, recimo, tu za mene, naprimer, takrat ni bil house, ne, tu je bil dance komad, ne, a veš, ker ni bil, recimo, ni bilo noter nek sample, ne, bil je pač odšpilan komad, ne, isto kot recimo hip-hop, ne, a veš, ko je prišla ta, recimo, sprememba, naprimer, ne vem, gor sem rasel, naprimer, iz Public Enemy, ne vem, NWA, bla bla bla, samplingi, a veš, pa je pa kar recimo sredina 90-ih so pa kar bende začeli imeti, ne. In se mi zdi, da je mogoče je recimo z, ne vem, atraktivni bolj ratal recimo, ne, ampak kreativen, okej, recimo po eni strani isto spet kreativen, recimo, če nekaj odsviraš, ne, a veš, ampak za mene recimo je tudi kreativnost, recimo, da ti recimo iz enih drugih recimo segmentov recimo narediš eno čisto novo zgodbo, ne. In se je tukaj recimo čist, ne vem, se je
pol pa itak recimo po določenem cajti pa itak spet pride nazaj, recimo ne vem, grejo recimo, ne vem, in-house, recimo gre v eno osnovo, uporaba starih analognih zadev, ne vem, ste se recimo Saretan, ste se pogovarjali recimo, ne, veš, pride neki trend recimo, pa se spet une mašine uporabljajo, ne, pa recimo hip-hop, bla bla bla, V spet, ciklih se pač a veš, giblje, a spet ne. se začne samplat, a veš, Zdaj ti si se pravi po tem obdobju potem preusmeril v alternativno elektroniko, kar se produkcije tiče. Zdaj, kaj je pri tebi botrovalo temu, da Sej v bistvu ni da sem se neki, recimo jaz sem bil zmeram tako neko, kako bi rekel, alternativen, oziroma tudi, ne vem v bistvu, kaj je fora, recimo zdaj alternativno ali pa ne vem koga, ne, kako sem že prej rekel, fora je sam recimo, jaz sem zmeram rad recimo mešal muziko, rad sem rolal muziko, pa v bistvu neko, ko se je malo se je dal živeti od tega, ne, pa si v bistvu težko je recimo, ne vem, težko je furati nekaj svojega recimo, ne, če si recimo od tega odvisen recimo in se moraš malo prilagajati recimo kao šefu, ne, ker šef gleda recimo na zaslužek, ne. Ampak v bistvu globoko sebe recimo sem pa zmeram rad imel nekaj drugačnega, pa ne glih ne vem drugačnega, ampak nekaj pač, da delaš nekaj, ko ti je všeč recimo, vse to je recimo isto, če se vrnemo čisto na Italo disco, 80s ali pa 90s, recimo, so mi, recimo tisti tracki, recimo tudi dance kao, bla bla, ampak se mi zdi, so bili drugačni, folk jih ni maral, ne, ker so bili, ne vem, malo preveč fat, ne. Ok, I'm fat. A veš, kaj mislim? to se sam na kameri tudi. Meni je tako, recimo, ne vem, muska mi je v glavnem, meni muska me dirne, bi rekli južni bratje, da je dober ritem pa da so fajne nizke bas linije. Muska praviš, da te tako dirne, s čim nas boš pa ti potem dirnil zdajle, namreč zdajle je že čas za naš spet oziroma tvoj, break. tako drugi glasbeni izbor. A drugega sem si vzel v bistvu, S čim se nas boš dotaknil? naslednja pesem prihaja iz zasavskega konca, ustvaril je Stanko Abram, naslov je Keep the Flow, išla je pa na Tool Room Records od Mark Knighta. Odlično, Stanko pravi, da pozdravlja vse, ki ga poznajo. Zdaj pa seveda čas za musko.
Oddaja o sodobni urbani glasbi in vsem, kar je z njo povezano. Pokrovitelja oddaje Max Audio in uživa.si. Evo, smo že nazaj na Radio Terminal, z nami pa seveda še vedno Steni Abram. Torej, Steni, kot sva se vmes pogovarjala, po temu tvojem bolj dance obdobju si vzel nekaj premora, ta čas si odšel v Azijo, tam doživel duhovno razsvetljenje, potem postal član Skrivnega reda, kjer so te izurili za ninjo, potem pa si se vrnil, da skupaj torej odrešiš svet pred slabo glasbo, ali nekaj tazega bilo, ne? Aj! V glavnem, lej, tvoja diskografija je res impresivna, torej šalo na stran. Koliko časa ti sploh preživiš v studiu? 24/7. V bistvu ne vem, po tem enem določenem sajti zgleda, da sem fasil eno odvisnost od tega, no. Recimo, da pa itak se pa recimo vse recimo gre nekaj na drugega, recimo pa dobivaš requeste za remixe delati in skus imaš ene deadline, v bistvu si kot en taksist, ne, skus te čas preganja, ne, cajt te trajba, ne. Pa recimo med tem, v bistvu ko pa recimo pri teh remixih imaš pa skus recimo spod en navdih, recimo, da bi pa še za sebe kaj naredil. In v bistvu, ker jaz res ne delam, recimo, zdaj bi pa recimo se usedel, zdaj bom pa naredil en komad, ne. Jaz ne vem, jaz sem zmeram odprtih najmanj, ne vem, 3-4 projekte, pa delam malo tega, pa čist recimo različni stili, od deep housea do techna, ker mi je, ne vem, tako mi je fajn, v bistvu, tudi recimo, tukaj pridem recimo do tega, da mi je v bistvu fajn svoje komade poslušati, recimo. Jaz se spomnim včasih recimo tisti recimo cajti, ne, veš, ne vem, ko smo s tem, z Mičo tam recimo, ko smo delali te treke, mi sem po 14 dni pila en trek, ne, ko recimo bi ga zdaj, na primer, bi ga naredil, oziroma bi ga naredila v, ne vem, parih dneh, ne, in tu v bistvu skus eno in isto poslušaš, itak ti pol nekaj ne všeč, naveličaš se tega zvoka, lupaš. Zdaj pa recimo, zdaj sem pač tako videl, recimo, ne vem, mislim, se to recimo iz, ne vem, vsak ima en svoj način dela, ne vem, jaz sem se tako navadil, recimo, ker doskrat si naredim, primer, ne, da sem kaj ven fuknil, ne, pa je bilo dobro, ne, a veš, pa sem se pa, ne, zakaj bi, na primer, cancelo, ne, odpri si nekaj drugega ali pa pet, ne vem, porniče gledati ali pa da je pet YouTube gledati, a veš, ko mislim, pet nekaj drugega delati, ne, če je dober, ne bi nekaj postavil, recimo, če ne bi bilo dober, ne, pust, gremo drugič naprej, ne, in so boljši rezultati, no. Zdaj, če bi mogel enemu razložiti nekemu telebanu, se pravi, kot sem jaz, recimo, kaj je rdeča nit tvoje glasbe? Je kakšen tak element, se pravi, ki bi pa lahko slišal, aha, to je pa Steni Abram naredil? Ti nisi teleban, ti si dober poznavalec glasbene muzike, ne, ampak rdeča nit, recimo, mislim, ni, ne vem, jaz se zmeram nagibam v tem, da se komad lepo sliši, no, da ima en fajn, ne vem, jaz sem, ne vem, rad imam tak tribal percussions ali pa dober, ne vem, disco, ne disco, v osnovi disco, kao, ampak dober groove pa dober bass linije, recimo, to me recimo v bistvu, že tako recimo, isto ko recimo čekiram muziko, ne vem, ko imam, ne vem, radijsko oddajo tedensko, to imam v bistvu glih zaradi tega, ne, tu vsakem pravim, recimo, ko se z muziko ukvarja, naredi si recimo en radio show, eno platformo, itak promote dobivaš, s tem se recimo updateš recimo iz stili, iz soundom, deli to, ne, a veš, in skus, na primer, slišiš, slišiš, na primer, ne vem, track, hud je nekaj mu manjka, ali pa ne vem, a veš, kaj mislim, ker tukaj, pri muziki se mi zdi, da nikoli ne priješ do konca, no, da bi zdaj rekel, zdaj sem pa, ne. Zdaj pa vem, zdaj pa znam, zdaj sem vse slišal. Ja, ne, zdaj, in v tem smislu, da sem vse slišal, in tudi v tem, recimo, vse sem naredil, recimo, zmeram te nekam zanese, lahko nekaj ti je fajn,
zmeram se da nekaj odkriti novega, no. Čeprav recimo je zdaj, tudi recimo v pop muziki, ne vem, zmeram nekaj pride kao, tu je pa od tam, tu je nekaj recimo ta ideja, ker tu že recimo se mi zdi ena podzavest, ne, smo zdaj, ampak tu se je recimo dejansko naredili, enkrat smo, ne vem, tisti cajt je recimo, ne vem, 90s, ne, smo ga pili, gremo, veš, kolega je v studiu delal, itak je imel ključe, gremo track narediti, ne, čez noč, ne. Jaz sem porajtal v bistvu, da je, po 15 letih sem porajtal v bistvu skot je fraza, ne da je samplana, ampak melodija, ne. Po 15 letih sem pošinil s neko, veš, dajmo takole, sem po 15 letih porajtal, da je v bistvu fraza is move any mountain not shaman, a veš, nisem prej, ne. Ne si v glavi pač in... Ja, v glavi imaš, ne, in tudi recimo zdaj veliko pravi, recimo, ne vem, on kopira, onga, ne. Tu čisto recimo podzavestno, recimo sploh te, recimo, ne vem, Cleaner je bil včasih, recimo, zmeram, je bil deležen tetih, recimo, kao on sampla, ampak jaz mislim, da je to čist zaradi tega, ker recimo dosti muzike poslušajo, dosti muzike delo in imaš ti ene melodije, ki so ti všeč, nekaj imaš in z tega v bistvu gradiš, ne. Ja, enkrat sem zasledil v enem intervjuju, ne spomnim se točno, za katerega glasbenika je šlo, ampak je ravno to, se pravi na to vprašanje odgovoril, ker so mu nekako malo učitelji, da je njegova glasba podobna temu in onemu, pa je rekel, jaz se kakšna pa bi bila to muzika, če ne bi bila ničemu podobna, ne. Dober odgovor, ne. V bistvu nekako, ne. Ja. Zdaj pa tako, ne, ti, kot si sam rekel, ogromno delaš, ne. Res remixi, tvoje lastne avtorske skladbe. So pa seveda z vso to produkcijo začela prihajati tudi povabila na nastope. Zdaj, kako ti to sploh usklajuje, se pravi delo v studiu, špili? Le bom pravic povedal, recimo, ni tega, recimo, glede na mojo produkcijo, recimo pa, ne vem, rezultate, ni, ne vem, nekih blaznih invitov, recimo, ne bi rekel, na nastope, pač imam neki, ne vem, tudi recimo, ne vem, spet smo pa recimo, rock. Meni, na primer, je pomemben, da se ta muzika promovira, ne moja, mislim, sploh. Jaz sem velik supporter scene, tudi recimo rad imam, da se kruji povezujejo, da ni neki fajtov, ne. Kar se tiče nastopa, ki me vprašal. Ja, kako se pravi, ker v bistvu pač delo v studiu, tako rekoč 24 ur na dan, si aktiven, kako pa to kombiniraš v bistvu dejansko, čemu v bistvu daš pa prednost dejansko produkciji, ne? Itak produkcija mi je, ne vem, na tist, ne vem, ene igrice špilo, jaz pa muziko delam, no. Čistko. Muziko delam, pa mikse delam, pa muziko čekiram, recimo promote. Tu mi je v bistvu tist način življenja, ki se pozna recimo na moje, recimo, ne vem, ker bi mogel prej ko slej rešiti, recimo kilogrami pa to, recimo, ne vem. Ja, pač vse ima svoj davek. Na 100 komadov 5 kilogramov, no. No, evo, danes smo slišali marsikaj zanimivega, med drugim tudi to, kako težka je glasba. Torej delaš težko glasbo pravzaprav, ne? Ne vem, ne smeš preveč odpaditi, no. Da si pol, recimo, ne vem, skozi bi rad več, no. Res je ena odvisnost, no, ne vem. Ja, definitivno jaz sam sebe... Dober si pač v temu, rad to delaš in... Fakt, no, urice brcem beš ven, no, a veš. Zdaj pa si mogoče razmišljal, se pravi, glede na to, da pač si tako aktiven v studiu, da bi pa na podlagi tega nadgradil, se pravi, svoj DJ nastop, recimo pa kakšen live act, ki je v tej smeri. Tako bom povedal, recimo, live act mi je, ne vem, live act, ne. To izmešinam
sem nekaj cajta sem uporabljal, recimo TR8 pa TB3, ampak naveličaš se tega zvoka, pa ne vem, itak ne moreš, meni je fajn, jaz tudi recimo, ne vem, že tako imam recimo, itak zdaj se, ne vem, okej, dost kupujem recimo vinil, mogoče preveč, no. Nekateri mi pravijo, da sem fuken, ampak ne rolam, a veš. Ne rolam, ampak rolam, kupujem pa še kar vinil. Ne, tudi, ne, kamot bi recimo vinil, ne. To je zelo friendly, recimo, ko je že USB, ful imaš lahko diskografije in tudi v bistvu se prilagajaš recimo momenti, ne. Ne moreš zdaj, ne vem. Ja, no, če tako pogledaš, veliko glasbenih ustvarjalcev, ne vem, raje kupuje drogo, ti pa kupuješ vinil, jaz definitivno tukaj priporočam vinil, pametna izbira. Ja, v bistvu se mi zdi, da je fajn, no, da imaš zelo širok spekter, ne. Je to definitivno, kot si že sam omenil, se pravi, dobivaš marsikateri navdih, mogoče nekaj tudi, na kar sploh nisi pomislil nikoli. Tudi tako recimo pri poslušanju muzike, ne vem, je zelo fajn, da ne vem, da ni kar, ne vem, tu zelo sovražim recimo pri nekaterih ljudeh, recimo, ko obsojajo, to je pa to in je kar. Ja, nekako sem tudi jaz tega mnenja, da si nek zrel poslušalec glasbe. Muzika je čist, kakor kjerem, česa tazga, kakor kjerem sede, ne bi smel, ne prvočaš. Ok, v glavnem, muzika bo tudi naš naslednji izbor, torej številka 3. Kaj smo rekli, zdaj Emery Warman, založba No Excuse. Pearl? Ok. To je pa na Chus and Ceballos, Stereo Productions, bilo izdan Pearl, Steny Abram. Evo, super.
oddajo o sodobni urbani glasbi in vsem, kar je z njo povezano. Pokrovitelja oddaje Max Audio in uživa.si. Evo, takole, smo že nazaj, z mano še vedno Steni Abram. Torej, Steni, veliko zanimivega si povedal, mene kot vedno zelo žal, da nimamo še kakšne urice ali pa dveh več, tako da bomo mogli zdaj se pravi kar preiti na dogodke oziroma kaj nam pripravljaš v bližnji prihodnosti. Nekaj sem že omenil na začetku oddaje, torej 31.3. v klubu K4, DJ Hell prihaja. Ja, 31.3. Ekipa Etia Creations pripravljamo. DJ Hell, legenda International DJ Gigolos iz Münchna, Berlin. Support model Alex Long, Alexander Madness, Young Green, Milenko Vojasin, pa Urban Fajfa. Ok, pa jasno. V glavnem, to bo res poslastica. Upam, da igrate nagradno igro, ne? Ni bila nagradna igra. Tako, in sicer jutri bomo torej objavili, kot ponavadi, se pravi, bo zelo težka naloga. Zahtevala bo najmanj 8 stopnjo izobrazbe, da boš lahko tekmoval. Tako da, kar pripravite se, preberite kakšen leksikon, res težko bo, ne? V glavnem, daj pa ti meni napovej, se pravi, poleg tega zdaj, kakšni projekti v prihodnosti, se pravi, če nam lahko kaj izdaš, torej, kaj se prihodnosti. Ok, v daljni prihodnosti, zdaj z mojim menedžerjem Rokom spet predvidevamo oziroma bomo delali spet Amsterdam Dance Event, neki showcase varianto. Ni še lokacija, vse je še v povojih. In s kolegom iz Srbije smo zdaj furala Gramophonic Music, Ranča Tekom, zelo uspešen producent, DJ. Zalaufamo zdaj nov label Reflex. Reflex, Reflex pa nič, ne, a veš. Ne Reflex Music ali pa record, ne Reflex, ne. Tu so plani pa furat, zdaj v bistvu se zelo fokusiram na recimo Eichtal Recordings pa na Marba, moja dva labela. Recimo en je bolj deepy, techno varianta, sem tech house, Eichtal pa bolj tak prvinski techno, no. Tak bolj strong, no. Malo drugačen, no. Mislim, malo drugačen, ko pa vem, no. Meni je malo drugače všeč, no. Se pravi, pride do izraza tako tvoja glove stran, kot tista bolj surova, to živalska. To je tist, recimo, ta naš, recimo, zasavski, ne vem, bi rekel tist, slovensk Detroit, no. Slovensk Detroit pa slovensk Chicago imaš v bistvu, recimo Zagorje imaš Blaža, bolj ta fura, house sceno, pa, a veš. Tako nimate sicer na Botičniku, imate dimnik, zelo visok, najvišji v Evropi, če se ne motam, tako da nekaj podobnosti. Melanholija, no. Je super, se v glavnem moram reči, no, fanti ste z vašega konca res pridni, ne, tako da, kakor si omenil, se pravi, še marsikaj zanimivega se da slišati na vaših koncih, zdaj seveda malo pobrskate, se tudi mi marsikaj objavimo, tako da muzike dobre je definitivno veliko. Zdaj pa tako, rekel si, da nas bo danes presenetil s svojim DJ setom, tako da te ne bom nič spraševal, kaj nam pripravljaš. Te bom pa vprašal namreč, ker imamo sedaj že torej na meniju naslednji glasbeni zbor, med katerim se bo seveda ti v miru pripravil. Kaj si nam za številko 4 pripravil? Mislim, smo rekli, zdaj pa je Everybody. Zdaj pa je Everybody. Everybody na založbi Emery Warmana, No Excuse London. Tak lušen tech house-ično. Tudi podpirati Marko Karola pa ta ekipa, no. Ej, super, lej, v glavnem, predno se predamo glasbi, se ti tudi jaz še res lepo zahvaljujem za obisk. Mene je bilo fajn klepetati s tabo. Jaz sem so Matjaž, pa vsi, ki ste nas gledali, no. No, cool. Ej, hvala ti, seveda se nadejam do tvojega DJ seta, kasneje že komi čakam, po tem glasbenem predahu pa samo še moje slovo, pa res samo še muzika za cel večer.